Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. Založba Mladika iz Trsta je v zbirki Zapisi iz domstva izdala spomine Mire Kosem Pozdravljena zemlja. Knjigo je skupaj z avtorico Miro Kosem, rojeno leta 1939, predstavil na Študijskem centru za narodno spravo urednik Ivo Jevnikar. V knjigi spoznavamo avtoričino otroštvo v Sodražici in okolici, zatem trpljenje zaradi okupacije in razdvojenosti tako naroda kot mnogih družin zaradi komunistične revolucije. Mira Kosem iz lastne izkušnje opisuje bolečino tistih družin, ki so ostale brez ubitih ali emigriranih mož in očetov, ter povojno zapostavljanje tako odraslih kot otrok, za katere je oblast ugotovila, da so bili na napačni strani. Sledijo selitev Adamičeve matere in 4 otrok k očetu v Združene države Amerike leta 1955, nelahko privajanje na nove razmere, pri mladih še šolanje, pa iskanje poklica in ustvarjanje novih družin. Ravno poglavja o družinah, katerih očetje so morali iz političnih razlogov oditi v svet, same pa so ostale v velikokrat sovražnem okolju, nato pa v njihovem združevanju po 10-letni ločenosti, so posebna dragocena redkost v naši literaturi, je na predstavitvi izpostavil urednik Ivo Jevnikar. Zelo zanimiv je tudi opis utripa Slovencev v Clevelandu, ki se je v zadnjih letih korenito spremenil. Avtorica je bila zelo dolgo dejavna v zboru Korotan, še prej v dramski skupini Lilija in v slovenski šoli župnije Marije v Nebovzete. Tej slovenski župniji v Clevelandu in slovenski pristavi ter njenemu klubu pristavskih upokojencev še vedno stoji zvesto ob strani. No, urednik Ivo Jevnikar je na predstavitvi spregovoril o bogati in preizkušeni življenjski poti Mire Adamič, ki je v Združene države Amerike v Cleveland odšla leta 1955. Knjiga je šla v Trstu pri Mladiki, torej v zbirki Zapisi iz domstva. To je zbirka knjig, ki prinaša spomine, razmišljanja naših ljudi po svetu. In to je že deveti zvezek. Posebnost te knjige je v tem, da obravnava poleg ostalega, ampak recimo slike umika beguncev in vojakov prek Ljubelja, maja 1945. No, njen oče je opravil to pot in ta bojišča. Medtem ko je sama z mamo in z ostalimi člani družine se pridružila očetu v Clevelandu v Združenih državah 10 let kasneje. In ta zgodba o teh ločenih družinah, o življenju v domovini, v domačih krajih, v neravno prijaznih okoliščinah v prvih 10 povojnih letih in potem uživljanje v čisto nove domovine, to je redko obravnavano v naši publicistiki, v naših knjigah in mislim, da avtorica izjemno lepo, zelo čustveno, ne vem, če se sme še danes reči, ampak z veliko žensko občutljivostjo vse to prikazuje. Sama je doma iz Sodražice na Dolenjskem. Ko se je leta 1955 znašla v Clevelandu in začela vse znova, brez poznavanja jezika, brez šole in tako dalje, se je vključila v slovensko skupnost, v kateri je še vedno zelo dejavna, zlasti, veste, da v Clevelandu danes sta osrednji središči 2 slovenski župniji, Sveti Vid in Marija v Nebovzeta, ona je pri Mariji v Nebovzeti in potem je tako zbirališče Slovencev, tudi takih, ki sploh ne govorijo več slovensko, ampak gojijo slovensko zavest na slovenski pristavi, ne? Precej zunaj mesta za naše razmere, za njihove je čisto blizu. Ne? Od začetka je bila v dramskih skupinah, v zboru Korotan, z njim tudi gostovala v zamejstvu, ko je bila še doma diktatura, pozneje tudi v matični Sloveniji, tudi v Cankarjevem domu, zlasti ko je šlo za obletnico povojnih pobojev in začetka begunstva. Torej vse to v tej knjigi lepo preliva skupaj z zgodbo njene družine, začetne in potem ameriške družine in s temi željami,
ki jih izraža že naslov, Pozdravljena zemlja. To je rdeča nit celotne knjige, to je naslov poezije, ki je postala nekakšna himna korotancev v Združenih državah. In od prvih začetkov v Ameriki do danes ta poezija neka rdeča nit, neko upanje, spomin na trpljenje, ampak tudi upanje v spravo. Na predstavitvi knjige Pozdravljena zemlja sta poleg avtorice in urednika sodelovala tudi zgodovinar dr. Jože Možina in pa sodelavka Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič. Oba sta bila v preteklosti deležna velike Mirine gostoljubnosti na njenem domu v Clevelandu, ki jima je odprla tudi vrata številnih drugih pričevalcev med Slovenci v Združenih državah Amerike. Da posneti spomini ne bi utonili v pozabo in da so danes na voljo širši javnosti med Slovenci v matični domovini, zamejstvu in po svetu, pa je najprej povedala Marta Keršič. Res smo počaščeni, da je predstavitev te knjige prav na Študijskem centru za narodno spravo in jaz tudi nekako vedno pravim, da je prav privilegij imeti Miro za prijateljico. Lahko rečem, da smo prijatelji. Kako pa se je vse skupaj začelo? V bistvu v letu 2010, takrat je Študijski center za narodno spravo obiskal Jim Cossum, ki je bil raziskovalec na univerzi v Nottinghamu in je s sodelavcem obiskal študijski center z namenom, da predstavi ta projekt Spomenik. Študijski center se je v ta projekt vključil testno, tako da smo tudi na terenu, to se pravi v Kočevskem Rogu, izvedli nek testni projekt, kako bi to izgledalo. In od takrat naprej se je začelo tudi sodelovanje z Miro, kajti kmalu smo izvedeli, da je Jim potomec slovenskih staršev, Marjana Kosem in Mire Adamič, rojene poročene Kosem. Tako da že v naslednjem letu, to se pravi leta 2011, nam je Mira na široko